Največ oblačil, so tudi čevlji, zelo velike otroške opreme, pa seveda ženskih oblačil, saj smo ženske tiste, ki jih največ nakupujemo. Tako da tega je največ, so pa tudi stvari za dom, tudi kakšna posteljina se najde, okraski, takšni in drugačni, kakšen pisarniški material, vse živo se najde, no. Pa igrače seveda, igrače pa... V bistvu za začetku smo se dobivale mamice na porodniški in itak smo si izmenjevale razne stvari za otroke, pripomočke, oblačila in kar je padla ideja, da pač to razširimo na lokalno skupnost, da se pač tudi drugi mogoče kaj najdejo zase ali pa da imajo kaj za izmenjati. Čisti iz lastne potrebe, želje, ene mamice smo tudi zelo tako okoljno naravnane, skrbimo dosti za okolje, tudi zero waste nam ni tuj. Prvo menjavo nas je bilo tam približno 5-6, ampak nismo rabile biti vse full time angažirane, tako da v resnici je dela za eno osebo. Zdaj smo pa na stalni razstavi Moja Ljubljanica. Ponudili so nam svojo avlo, tako da smo se zdaj razširili čez celo avlo in čez njihovo učilnico in tako pač razporedili vse stvari, ki so na izmenjavo. Stalna razstava je velik del razstave posvečen v bistvu okoljski problematiki, osveščamo ljudi, kako v bistvu ohranjati našo kulturno in tudi naravno dediščino s tem, da skrbimo za svoje okolje in hkrati poteka tudi javno vodstvo. Vedno smo se dogovorili, da priredijo še neko vodenje za obiskovalce izmenjave, da si malce pobliže pogledajo našo reko Ljubljanico in pa svet, ki ga je ustvarila. Sama razstava Moja Ljubljanica predstavlja 3 svetove te relativno skrivnostne reke. Zadnji del razstave pa potem predstavlja zgodovino Vrhnike od Rimljanov pa vse do današnjih dni, ko se potem spopadamo tudi z okoljsko problematiko in ravno zaradi tega, ker imamo predstavljen tudi ta del, imamo predstavljeno strategijo Zero Waste, potem tudi pogosto gostimo te izmenjave, ki se dogajajo tudi danes. Naprej, mi smo imeli v izhodišču v ideji, da bosta 2 izmenjavi letno, se pravi ena spomladanska pa ena jesenska. Takrat se nam je zdelo, da se največ oblačil izmenja, takrat največ hodijo ljudje v trgovine. Zdaj imamo pa željo, da bi bila kakšna več, mogoče 3 ali pa 4. To je čisto odvisno, kako navadiš lokalne obiskovalce. To je res. To je čisto od vsakega posameznika, odvisno pa tudi, koliko časa boš v to vložil. Vidimo, da obiskovalci sami razporejajo, jih usmerijo, kje pač kakšne stvari so, potem jih pa sami razporedijo, mi jim pa pač pomagamo, če je potrebno. V bistvu vse stvari, ki ostanejo po izmenjavi, grejo na lokalni Karitas, ki pač sprejel te stvari večkrat že, ali pa v depo, vrhniški center ponovne uporabe, kjer pa potem sprejmejo razne stvari, opremo za dom in drobnarije. Se pravi, deluje pa tako, prineseš kolikor želiš? Prineseš kolikor želiš, stvari morajo biti obvezno lepo ohranjene, čiste, če gre za oblačila in pač nekaj, kar bi še nekdo za tabo tudi nosil. Velikokrat se naveličamo oblačil, tako da mogoče bi pa kdo bil zelo vesel ali pa komu prav pride, tako da tudi na Karitasu so zelo veseli in tudi pošljajo svoje družine na izmenjavo, ker pridejo res lahko zelo lepi kosi, še z etiketo. Lahko spiješ kakšno kavo, tlele imamo tak super lokal, Moja Ljubljanica ima tudi tak zero waste naravnan lokal, če lahko temu tako rečem, ponujamo lokalno kavo s poreklom, ponujamo tudi lokalne čaje in pa nimamo nekega kiča, tako da tudi lokal je v bistvu dobil opremo oziroma pač posode, kozarce in ostalo, kar rabiš v lokalu iz depoja. Torej ponovno uporabljamo stvari, ki bi bile drugače zavržene, tako da zelo tako prijetno domače vzdušje.